Možnost izdelave lastne poti, kar je zelo koristno za tistega, ki hoče v hribe, pa hoče vedeti, kam bo hodil. Markacisti, pa tej mi, ko vam pomagamo, ne, nam pa tudi zelo prav pride, zlasti za tele čase, pa razdalje, pa to. Glejte, tukaj bom probal narediti, pokazati, kako se sestavi nova pot, ne. Za lastno uporabo, ne za Ja, uklanjanje. ne planinska pot, ampak pot, nekaj, kamor jaz hočem iti, nova steza, nova smer. Moram iti tukajle gor, kliknem v moje poti in potem se mi tukajle na levi pojavi med drugim tudi tale ustvarite novo pot, plus, kliknem, tukaj je cel kup ene razlage, to, kjer piše to, kar vam jaz zdajle razlagam. In zdaj, ko imam to kliknjeno, kliknem na prvi pododsek v bistvu. Sestavlja se po pododsekih. Na prvi pododsek, ki ga želim za novo pot. Recimo od tega parkinga, pa hočem priti do recimo do koče. In ta prvi pododsek se mi je obarval modro. Vsi naslednji možni pododseki, kamor jaz lahko nadaljujem to pot, so pa črni ratali. In jaz hočem semle, je zdaj naslednji ratal črni, okej, nočem iti desno, ampak hočem iti semle gor, okej, zdaj hočem pa gor proti koči, levo, takole, in vidite, to, kar sem zgradil ali sestavil, je ratal modro. In zdaj lepo sam še do koče, takole, in sem pri koči. In zdaj imam dosti, to je to, kar sem hotel. Zdaj pa tukajle na levi možnost je gumbek predogled. Kliknem in imam za to traso, ki sem jo zdaj naredil, imam od spod narisan višinski profil, tole, kar je v tem primeru zelo enostavno. Tukaj so podatki, kateri pododseki katere sem zbral, kje je izhodišče, kje je cilj. In pa tole, razdalja 1,99 km, približen čas hoje je 55 minut gor, 45 minut dol, vzpona je pa 290 metrov, spusta pa je vmes celo 1 meter, ki je to nabral, ki je nekaj to dolgo. No, in v vso pot je planinska pot. In to si lahko jaz zdaj shranim in jo imam v svojem, na tej napravi, na kateri sem jo naredil, jo imam shranjeno. Samo na tej napravi. Lahko jo pa izvozim. To je bila tale, ne. Lahko jo pa izvozim, tako kot katerokoli drugo pot iz MAPZS-ja, grem na tale GPX, kliknem in mi bo izvozil kamorkoli. Tako da, kadar potrebujete podatek o neki razdalji in časih do, ne vem, od A do B, pa ni treba niti, da je planinska, lahko so tudi neplaninski pododseki, lahko je tudi tukaj v tem primeru, jaz bi lahko tukaj zavil na to cesto, tukaj levo ali pa desno. Torej, kamorkoli si lahko naklikate in dobite podatke te tehnične podatke o tej trasi.